Lepo pozdravljeni. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v torek pripravili večer, ki si ga bodo dolgo zapomnili, tako zaradi izjemnih predavateljev, kot tudi zaradi izjemnega odziva gledalcev. O prečenju Grenlandije sta namreč predavala Miha Podgornik in Ivica Kostelić. Ivica in Miha sta za čas potovanja žal izbrala termin, ki ga je zaznamovalo izredno slabo vreme, in zato je bilo to prečenje še toliko težje. Na Grenland se ne vrnem, sigurno, ampak mogoče je, da bom nadaljeval v teh polarnih odpravah. In se veselim, zdaj na poletje sem kar nekaj planiral, da bi šel spet na Islandijo, v Norveško, še enkrat na trening, bomo pa videli. Uživali smo na Islandiji, ko smo naredili traverzo Islandije in je bilo zelo lepo. Smo bili kar nadušeni za to, za taj, ne vem, avanturizem okoli polarnih pogojev in tako. Pol smo pa hoteli narediti še en korak naprej in je Grenlandija bila kar naraven korak naprej. Najlepše je sigurno bilo na koncu. Najtežje je pa bilo tisti dan, ko so Mihi izmrznili prsti na rokah, in to je bila ena serija težkih dnev in to je bilo nekaj, kar nismo pričakovali in tako. To niso tako lepe spomini. Najtežji so bili tisti dnevi proti koncu, ko res pogoji so se slabšali iz dneva v dan, potem so prišle še ozebline in dejansko niso vedela, kako bova do konca točem prišla, ker nam je tudi hrane začelo zmanjkati, tako da zadnji dnevi so bili resno. Najhujši pa zadnji dan, ko še morje ni bilo zamrznjeno in je psiha res že, ker si že toliko blizu, pa se ti še podaljša to za en cel dan dela, je bilo kar. Kaj v tistih najtežjih trenutkih razmišljaš, kaj ti gre po glavi? Ja, v najtežjih trenutkih seveda neke negativne občutke doživljaš, ampak če se jih zavedaš, jih moraš odstraniti, ker so nekoristni in te samo ovirajo. Moraš pač se tega zavedati in najdati voljo, da greš naprej, ker drugega ti itak ne preostane. Tudi organizatorji so bili navdušeni nad izjemnim odzivom ljudi in tudi kakovostjo predavanja. Takšni dogodki pravzaprav pomenijo veliko promocijo za Slovenski planinski muzej v Mojstrani in za celotno turistično destinacijo Kranjska Gora. Seveda naši muzejski večeri morajo biti strokovni, morajo biti povezani s hribi in pa prav je, da povabimo tudi goste, ki so tu doma. Včasih je pa vseeno dobro, če pride kdo, ki je poleg tega, da je odličen pohodnik hribovec, tudi vzdržljiv športnik, ki je tudi poznan ne samo v Zgornjesavski dolini in v Sloveniji, pač pa po vsem svetu, in Ivo Kostelić zagotovo je eden takih, saj njegove medalje govorijo svoje in tudi seveda njegova življenjska zgodba je prav posebna in verjamem, da je prirasel srcem vseh Zgornjesavcev in širše. Zato pravzaprav ni presenečenje, da je obisk dober, je pa vseeno presenečenje, da je tako velik in mislim, da smo prvič, odkar imamo Slovenski planinski muzej, morali ponoviti predavanje takoj, ko se je prvo zaključilo, še eno, drugo. In naj bo čim več tega in mogoče še kdaj kakšna večja dvorana, ko bomo lahko še več naredili. V petek so v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori odprli razstavo Iz tražišča po Evropi, sita iz konjske žime. Sita iz konjske žime so izdelovali od 16. do sredine 20. stoletja v vaseh med mestoma Kranj in Škofja Loka. Iz tega najstarejšega in največjega središča so prek 200 vrt sit za sejanje moke, začimb, pretlačevanje in precejanje razpošiljali po vsej Evropi in Sredozemlju, celo v Ameriko. Sita so tkali na statvah. Ker je žima krajša in drugačna kot lanene niti, priprava osnove in tkanje zahtevata posebne postopke in orodje. Sita so izdelovale družine, ki niso imele dovolj zemlje za preživetje.
Sredi 19. stoletja pa je posel upadal, izdelovanje sit je postajalo dopolnilna dejavnost samskih članov kmečkih družin. Preostale sitarske družine so bile zelo revne, zato so se v 20. stoletju med prvimi zaposlili v kranjskih tekstilnih tovarnah. Konkurenca cenejših žičnatih sit in sit iz umetnih vlaken ter zaposlovanje sitarjev v tovarnah pa so pripomogli tudi k zamrtju te stare dejavnosti. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Jesenice. Razstava je na ogled do 3. decembra letos. Liznekova domačija bo od 1. oktobra odprta od torka do nedelje od 10. do 16. Šolarji iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so se ta teden odpravili na planinski tabor pod Vršič v Kočo na Gozdu. Na njem se seveda družijo, spoznavajo gorski svet, prisluhnejo raznim predavanjem, ki sta jih letos pripravila Janez Brojan in Samo Cuznar. Preizkusijo se tudi v plezanju. Lepih vtisov z tovrstnega tabora ob povratku domov seveda ne manjka. Vsekakor ne. Tabor je bil uspešen, na tem taboru smo kar nekaj zanimivih stvari doživeli. Prva generacija, ki je doživela sneg na turi na Vršič in vihar, to so izkušnje, ki bo otrokom ostale za celo življenje. Sam tabor smo morali majčkeno spremeniti zaradi vremenskih razmer, tako da otroci mislim, da prihajajo domov z zelo pozitivnimi izkušnjami in vtisi. Veliko smo hodili, pa smo se tudi šli družabne igre. Igrali smo se družabne igre, sprehajali smo se, pogovarjali, plezali, bunkerje smo gradili. Zadovoljna sem, fajn pa že je bilo, pa vsak večer smo se igrali, pa včeraj smo plesali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kaj je namen tabora in koliko otrok se ga je letos sploh udeležilo? Tabor je bil predviden za 7. razred osnovne šole. Udeležilo se ga je 20 otrok, od tega so 3 otroci zboleli in so predčasno morali domov iti. Sam namen je pa planinska vzgoja, spoznavanje okolice v naši bližini in pa približanje otrokom čim bližje planinstvo. In kje vse so bili? Letos smo morali zaradi vremenskih razmer malo spremeniti naš program. Bili smo na Vršiču, Tromeji in pa iz Kranjske Gore smo do Martuškovih slapov sprehodili se do umetne stene, kjer smo imeli plezalni vrtec. Otroci s tem dejavnostmi so bili zelo zadovoljni in jih je treba pohvaliti, zelo dobro so hodili. V četrtek ob 17. bo redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim rebalans letošnjega proračuna, soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in problematika pojava podlubnikov na območju občine Bohinj. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Praktični seminar Zdravo delovno okolje v Zgornjesavski dolini bo v hotelu Rute v Gozdu Martuljku v torek od 16. do 19. Seminar bo vodila doktorica Maja Dolenc, redna profesorica in predstojnica katedre za športno rekreacijo na Fakulteti za šport. Namenjen je predstavnikom organizacij, ki so odgovorni za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu in si želijo pridobiti strokovne informacije za izboljšanje delovnega okolja ter izvajanje ukrepov z področja telesnega zdravja. Projekt je sofinanciran s strani občine Kranjska Gora in
in je za občane in zaposlene v Zgornjesavski dolini brezplačen. Število mest pa je omejeno. Muzejski večer Gorski maraton treh dolin, ki ga bo predstavil Franci Teraš, soorganizatorji, bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. V petek ob 19. bo v Kulturnem domu na Dovjem prireditev Pesmi naše mladosti. Zapel bo tenorist Klemen Torkar ob spremljavi pianistke Irine Milivojevič. Dolina pod Poncami bo naslednji konec tedna, 30. septembra in 1. oktobra, gostila zadnji dve tekmi FIS poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. Fantje bodo najprej lovili daljave na 139-metrski Bloudkovi velikanki, nato pa se pomerili še na rolkah na 10-kilometrski progi nordijskega centra. Za vse Telemachove naročnike imamo razveseljivo novico, kajti naš program, torej ATM-TV Kranjska Gora, lahko po novem digitalno spremljate na kanalu 271. Torej Telemachovi naročniki na kanal 271. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!